Dober dan, evo, pozdravljeni. Tokrat delavnica preko posnetkov. Čeprav smo že v zadnjem času že to na nek način planirali, ampak zdaj pa smo pravzaprav prisiljeni. Torej, danes začenjamo z tretjim modulom, dinamični model komuniciranja. Torej, če ponovim, v prvem modulu, torej v prvih 7 korakih, smo najprej postavili sebe, zato da smo sami dovolj močni, da ne more okolica upravljati z nami. Potem v drugem modulu, Serious Business Transformation, smo postavili procese okoli sebe, ki izhajajo iz nas, oziroma smo prilagodili stvari ali pa optimirali v skladu z svojimi potencijali in potencijali svojih sodelavcev in seveda na osnovi vseh strategij, ciljev podjetja, da ne bo izgledalo, da smo sami sebi nekaj podredili. In se zdaj, ko smo vse pravzaprav pripravili, je ravno v tem tretjem modulu najbolj pomembno to, da vse to skupaj spravimo v življenje. V življenje ne spravimo na ta način, da samo nekaj napišemo in rečemo, od danes naprej bo tako, ampak da to skomuniciramo. Ampak skomuniciramo na pravilen način. Kot sem že večkrat povedal, je bil to prvi del, ki sem ga začel razvijati pred kar skoraj 20 leti, pa se še takrat nisem tega nekako zavedal, v katero smer gre vse skupaj. Ampak zdelo se mi je najbolj naravno, oziroma naravno na moj način. Namreč, jaz sem pravzaprav kot učitelj fizike začel zelo hitro delati v poslovnem svetu in potem sem pravzaprav videl, da nimam teh ekonomskih znanj, ampak ko sem se srečeval z nekimi težavami v podjetju, so bile vse moje asociacije na fiziko, na naravo. In zato sem potem tudi v to smer začel razvijati, ker se mi nekako pravzaprav zdelo, da je narava najbolj optimalna. Vedno se zgodi nekaj, kar narava želi, brez nekega stresa. In ni časovno opredeljeno, ampak na koncu se enostavno zgodi. In ta princip sem pravzaprav tudi želel peljati v podjetje. In tako sem potem pravzaprav gledal, kaj pravzaprav omogoča, da narava živi tako, kot živi, da je vse na nek način zdravo, sem pravzaprav uvidel, da je to pretok vode. In pretok vode je pravzaprav isto kot pretok informacij v podjetju ali pa vsakdanjem življenju. Torej, če se dva na nek način pogovarjate, zdaj govorimo o odnosih, je to pravzaprav dejansko kot tok potoka. Če se pogovarjata, če je ta pretok potoka miren oziroma dovolj vode v tem pretoku, potem je ta potok bister in čist, okoli njega je v bistvu več ali manj neko mirno ustaljeno življenje oziroma ustaljeno. Dovolj, bom rekel, je vzpostavljena osnova za nadaljnje življenje. Vkolikor pa te komunikacije oziroma pretoka ni v neki zdravi vlogi, če je pretoka, se pravi, če je preveč vode, potem vse zdravo iz tega te struge odnese, če je premalo, pa nastane mlaka. In kadar je mlaka, nastane slab von, slab okus, ali pa v komunikaciji to pomeni, da premalo se pogovarjamo in si potem vsak ustvarja neki svoj film oziroma odide v neko svojo zgodbo. In potem dejansko med dvema nastane ena velika razdalja, ne glede na to, da skupaj živite, skupaj delajo, kakorkoli. In zato je pomembno, da mi te informacije pravilno podajamo naprej. Torej, če izzamemo najprej iz prvega modula, je najbolj pomembno to, da začnemo se mi sami sabo pogovarjati. Se pravi, mi moramo imeti vsako jutro sestanek sami sabo, kaj želimo današnjega dne, zakaj smo se sploh zbudili, kako želimo ta dan preživeti. Torej, mi smo tisti, ki moramo upravljati ta dan. In se pravi, ta sestanek je na 2 nivojih. Enega naredimo pravzaprav sami sabo, se pravi, kaj želimo glede
kako se želimo počutiti konec dneva, in drugi je, katere aktivnosti moramo pravzaprav čez dan narediti, ampak v kateri fazi oziroma na kak način, zato da bo še ta občutek vedno ohranjen. To pomeni, da se mi moramo pravzaprav splaniramo si dan na ta način, kot si ga mi želimo. In na koncu dneva tudi to preverimo, ali je šlo vse tako, kot smo si želeli. Iz tega bomo videli, kaj so dejansko pravi vzroki, ali to, kar pravzaprav mi želimo, oziroma kaj je tisto, kar nam onemogoča to naše počutje, da je počutek konec dneva takega, kot bi radi. Torej, ali so to neke naše nerealne želje, spravi te želje izhajajo sicer iz naše, ampak gre iz teh nekih kompleksov psiholoških, ali so to naše srčne želje. Hkrati pa vidimo, kjer so stvari, ki počnemo zaradi drugih, ne zaradi sebe. Spravi, to je prvi pogoj, ki ga moramo vzpostaviti. In zdaj potem prenesemo to izven svojega sveta v ta poslovni svet. Zdaj, če govorimo najprej za podjetnik oziroma vsako upravlja karkoli že, tudi če je nekdo, bom rekel, gospodinja, samo doma, je to pravzaprav poslovni del. Tisto, kar je skrb za dom, za otroke, za družino, je to pravzaprav čisto kot posel. In se moramo tudi tega tako lotiti projektno pravzaprav. Ne sme biti to naše življenje, ne? Mi moramo svoje življenje, ne glede na to, da imamo otroke, partnerja, spravi družino, starše, mi moramo imeti svoje življenje. In poskušamo vse te okoliščine čim bolj podrediti svojim življenjskim nadzorom, ciljem, poslanstvu, to, kar v sebi čutim. Ne sme biti naša družina, dom, partner, celo naše življenje, ker potem smo mi ujetniki. Se pravi, to je predpostavka. In seveda potem v tem, če lahko rečemo, poslovnem delu, ne, moramo začeti z njimi tudi komunicirati, imeti redne na nek način tedenske sestanke. Pa če zdaj vsem to prenesemo na podjetje, to pomeni, da moramo v začetku tedna, katerikoli dan je to pač, jasno nastaviti naloge. Če rečemo, da so to neki poslovni kolegiji, naj bodo to sestavljeni iz 3 delov. Načeloma noben ne bi smel biti daljši od 15 minut. V prvem delu se začnemo pogovarjati o stvarih, ki nas najbolj muči ali pa ovirajo pri aktualnem delu. Torej, ne dela telefon, nekaj tehnično narobe, da ne moramo normalno delati. Potem v drugem delu se pogovarjamo o tem, o neki prihodnosti, kaj želimo, na kak način se naj stvari odvijajo naprej, kdo je ciljna publika, strategija. Šele v tretjem delu se začnemo pogovarjati o aktualnih projektih. Se pravi, to so tisti, ki prinašajo denar oziroma sredstva za razvoj, za življenje, kakorkoli. Namreč na ta način mi postopoma očistimo našo podzavest vseh teh informacij, ki niso pomembne. In po vsakem delu posameznega sklopa naredimo tudi zaključek in določimo termine, kdaj in kdo bo kaj naredil. Potem pa poskušamo isti kolegi narediti čez 3-4 dni, se pravi, če to naš delovni dan od ponedeljka do petka, to pomeni, da ga naredimo v četrtek, konec dneva, kjer preverimo, ali je vse to narejeno in hkrati splaniramo na nek način že naslednji teden. Naredimo seveda okvirne plane, ni nujno, da so to detaljni, ampak vse toliko, da vemo, kaj se bomo naslednji ponedeljek pogovarjali. Torej, iz tega pravzaprav vidimo, da bo proces teče od ponedeljka do četrtka. Poslovni proces. Petek, sobota, nedelja, če je le mogoče, naredimo čisto za sebe. Da se ne zgodi to, da mi v petek delamo do konca, zato da lahko čez vikend počivamo, da bomo ponovno lahko v ponedeljek v akciji.
ni namen, da je poslovni proces naše življenje. Poslovni proces mora biti podpora našemu življenju. In to je pravzaprav najbolj pomembno v dinamičnem modelu vodenja. Dinamični model vodenja ne gre samo za podjetja, ampak gre predvsem za širšo skupnost. Namreč primer, to je dinamični model vodenja za podjetja, se pravi knjiga tako debela, za občine je pa malo debelejša. Celo malo večja. Hočem povedati, da je vodenje občine veliko bolj zahtevno od vodenja podjetij, kar se mogoče vidi z debelino knjige. Za nivo države bi pa najbrž bilo krat 10, če še ne več. Ampak to vse v prihodnosti. Spravi, zdaj se v bistvu osredotočimo na ta četrti del, oziroma tretji del Dynamic Communication modul. Torej, da lahko ta model pravzaprav izvajamo, je pomembno, da smo prva dva naredili. Ampak to zdaj ne pomeni, da če mi smo zaenkrat v tretjem modulu, začnemo te stvari komunicirati, da ne nehamo delati na sebi. Mi še vedno moramo aktivno delati na svoji fizionomiji, intelektu, čustvih, svoji duši, se pravi, razvijati samega sebe, razvijati procese, zato da bo ta komunikacija normalno tekla. Kajti šele ko bo komunikacija stekla, bomo mi pravzaprav videli realno sliko v svojem podjetju. Na ta način se bojo pravzaprav očistili vsi neki procesi, ali pa odvečne stvari, ki pravzaprav niso zdravi za našo okolico. In šele po nekem času, približno po enem mesecu, bomo videli našo realno stanje. In takrat moramo ponovno ponoviti to, kar smo se v drugem modulu učili, se pravi ponovno ponastaviti procese ljudi in samo strategijo podjetja. Način komuniciranja še pa vedno ostane isti. Odvisna je samo frekvenca. Mogoče bojo potrebni kolegi vsak dan, za nekatere en teden, za nekatere pa en mesec. Ampak zagotovo pa več kot en mesec ne sme biti med eno in drugo komunikacijo z govorim nekim poslovnim timom. Tudi kakšnekoli projekte delate, je pravzaprav projektni tim, ki ga vi sestavite, pomemben, da z njimi redno komunicirate na isti način. Torej, zdaj pa na ta način zaključujem kratki uvod v ta drugi oziroma tretji modul. Sedaj pa pričakujem vaše vprašanja, kar na e-mail office@tu-b.institute. Hvala.